Živijo, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kako biti varni, fit in pripravljeni kot moderni samuraji. In pred kar mnogimi leti sem odkril, da imamo moderni samuraji eno zanimivo lastnost. In sicer, da se poslužujemo, mogoče sploh ne tako zavedno, ampak kar pogosto bosanske psihoterapije. Naj razložim. Zelo spoštujem vse državljane Bosne, veliko prijateljev imam prav iz Bosne, odlično se razumem z njimi in ta pristop mi je predstavila moja kolegica Sanda in sicer razložila mi je, da v Bosni, ko ima nekdo neko težavo, nek problem, neko travmo, človeka tako dolgo pač prcajo točno glede tiste težave, glede tistega problema in če ugotovijo, da človek reagira kislo, slabe volje, zafrustrirano, pač vse, kar je na negativnem emocionalnem spektru, če človek potem na to prcanje, pa to testiranje reagira negativno na to opazko, potem v Bosni veselo čez čas to zadevo ponavljajo. Vedno znova in znova. In šele takrat, ko človek, ki ima pač določeno težavo, je sposoben prcati nazaj ali pa se nasmejati ali pa vse skupaj obrniti na hec ali pa potem pač reagira z neko pozitivno emocijo v smislu, ti se kar zabavaj, jaz sem to zadevo že zdavnaj predelal, potem se to prcanje glede te ene tematike seveda neha. Ampak, se veste, človek nima samo ene težave, enega problema, ponavadi jih ima več, eni so bolj pereči, drugi manj. Mi, moderni samuraji, imamo cel kup težav, in ugotovil sem, da to prcanje, oziroma ta, bom rekel, ta bosanski psihoterapevtski pristop, v navednicah seveda, je tudi zelo pogost v naših vrstah modernih samurajev, torej policajev, varnostnikov, vojakov, gasilcev in tako naprej, ker pač mi mačoti se radi prcamo, in nekaj podobnega se je zgodilo tudi meni, seveda na začetku, ker pač na področju modernega samurajstva so ločitve zelo pogoste, ni čudno pri teh, bom rekel, urnikih, pa dostikrat tudi pri tem številu ur, ki ga mi opravljamo ali pa tudi drugi, in potem seveda so ločitve dostikrat poleg drugih vzrokov zelo pogoste. Sploh, tako kot sem že rekel, v naši sferi in tako se je tudi zgodilo meni, da so me potem sodelavci vedno znova malce prcali in uporabljali princip bosanske psihoterapije, da so preverili, kje sem z prebolevanjem svoje ločitve. No in to je delal en moj sodelavec Marko. Se veste, na začetku si pomagamo in potem, ko mine nekaj časa, pa treba začeti malo prcati. Tako je on mene prcal in takrat, ko sem potem, dokler sem kislo ravnal oziroma odgovarjal, me je še malo prcal, no in potem, ko je videl, ko sem mu pač potem nekaj celo pametnega nazaj bleknil, je videl, Lisac je to vsaj približno predelal, dajmo ga zdaj hecati za druge stvari. Res pa je, da ta način bosanske psihoterapije, ki je zelo nedefinirana in razširjena v naših krogih, ne vem, če prinaša res neke dobre rezultate. Dejstvo pa je, da dejansko na ta način lahko ugotovimo, ali smo neko težavo predelali ali ne. Res pa je tudi, če pretiravamo z tem, bom rekel, bosansko-psihološkim pristopom,
lahko imamo tudi resne težave, ker čisto vsak pa tudi ne razume tega psihoterapevtskega oziroma tega zelo izvirnega psihoterapevtskega pristopa in lahko končamo tudi z šljivo, a ne? Ali pa z kako bulo ali pa izbitim zobom. Tako da je treba ta pristop uporabljati zelo modro in zelo dobro dozirano, da stvar ne eskalira. No, to misel sem želel deliti z vami, ker pač ugotavljam, da vsaka, ne bomo zdaj rekel, subkultura ima svoj način pa izražanja svojih čustev, pa predelava svojih čustev ali pa problemov, no, in ta način je, ta bosanska psihoterapija je en od načinov, kako mi, moderni samuraji, poskušamo zadeve oceniti in tudi predelati. Ekola, imam pa še cel kup enih takih podobnih, simpatičnih tematik na lagerju, tako da od teh pa kdaj drugič se vidimo v naslednjem videu in želim vam odlično mentalno zdravje. Čau! Skoraj bi pozabil, če hočete ugodno vplivati na moje mentalno zdravje, se pa naročite na moj kanal, ne bo vam žal. Adijo!